Spoštovani gospod podžupan, drage Zmaga, Ana, Tina in Nina Gale, spoštovana družina, ki je danes v Galerijo Jakopič pripotovala tudi od daleč, dragi ljubitelji arhitekture in fotografije, dragi gostje, lepo pozdravljeni. Moj privilegij pravzaprav je bil pripravljati to razstavo nekoga, ki ga morda poznamo, morda smo zanj slišali, zagotovo so se v našem spominu utrnile določene podobe njegovih fotografij znane arhitekture v Ljubljani, v Sloveniji in tudi širše. Vendarle, retrospektivna razstava Damjana Galeta je želela pokazati dvoje več. In sicer več v smislu, da je bil Damjan Gale ne le arhitekt, ki je fotografiral arhitekturo, temveč da je bil izoblikovan, zrel fotograf, ki je že takrat, ko je še deloval v biroju Edvarda Ravnikarja, svojega profesorja, takrat, ko je še načrtoval točno to stavbo, v kateri smo se danes zbrali, zato da se spomnimo njegovega dela, že takrat je fotografiral. Fotografiral je arhitekturo in to na način vreden zrelega, izoblikovanega fotografa. Še v enem smislu, med drugim, je Damjan Gale mnogo več kot mislimo. Je mnogo več kot le, upam trditi, najboljši, pa vendarle mnogo več kot le fotograf Plečnikove arhitekture. Retrospektivna razstava je želela to pokazati jasno, izpostaviti tudi tiste serije, tiste cikle, v katerih je Damjan z svojim osebnim, avtorskim, zares fotografskim jezikom prišel najdlje. Od serije, ki je bila predstavljena leta 1985 v pariškem Eiffelovem stolpu, pa do serije, kot so seveda Plečnikovi stebri, ki je prepotovala domala celo Evropo, bila predstavljena v Milanu v prvi za fotografijo specializirani galeriji La Diaframi, od tam potovala naprej po Evropi, tudi v Ameriko. In pravzaprav tudi tiste intimne pogovore, kakršne je izpovedal v seriji Piranski dialogi in marsikateri drugi. Damjan Gale se je dobro zavedal, kakšno fotografijo pravzaprav ustvarja. Ustvarjal je na 3 načine. Včasih zato, ker je bilo arhitekturo enostavno potrebno fotografirati, pa vendarle tudi to samo v dialogu z arhitektom, ki ga je lahko spoštoval, s katerim se je lahko pogovarjal. Z drugimi projekti, kot so bili projekti skupine Kras, je rasel, je deloval, je nekako dihal isti zrak z ljudmi, ki so to arhitekturo ustvarjali. In tretji način je bil gotovo ta, ki sem ga že omenila, avtorski pristop, v katerem je Damjan Gale resnično pokazal svoj najboljši fotografski jaz. Kot rečeno, te razstave zagotovo ne bi bilo brez družine, brez žene Zmage, brez hčere Ane, ki sta poskrbeli, da arhiv, ki sva ga skupaj s strokovnim sodelavcem Matevžem Paternostrom tudi prelistala od prvega do zadnjega negativa, diapozitiva, kontaktne kopije in tudi nekaterih vintage fotografij, kot rečemo, in ki danes tvorijo jedro te razstave. Vendarle, če ne bi ta velika dokumentaristična skrb obstajala seveda že pri Damjanu, ki ga je odlikovala izjemna sistematičnost pri fotografiranju, pri hranjenju gradiva, pri razvijanju in tudi objavah fotografij, in ki je danes deloma dostopen tudi na spletu, tudi svetovni javnosti, za kar je poskrbela z digitalizacijo že hčera Ana. Damjan Gale je fotograf, ki je arhitekturo zagotovo dihal, z njo živel. Zagotovo je tukaj danes med vami mnogo takih, ki ste ga osebno poznali bolje od mene. Sama sem pravzaprav v tem času, ko smo pripravljali to razstavo, prišla do tega, do česar upam, da bodo prišli tudi
obiskovalci te razstave, do tega, da se ozremo okoli sebe, da se ozremo v arhitekturo, v mesto, v okolje, ki nas pravzaprav vsak dan obdaja, ki ga je Damjan takrat, ko je določeno arhitekturo fotografiral, vedno predihal, pregledal, preračunal, lahko rečem. Sleherni žarek svetlobe je bil tam ob točno določenem času, ko ga je sam pričakoval, da bo tam, in takrat je lahko fotografiral. In meni je Damjan Gale dal to, da se bolj oziram okrog sebe, ko hodim po ulicah našega mesta. Verjamem, da se boste tudi vi spraševali, od kod je določen posnetek posnet, kajti Damjanovo oko fotografa je resnično imelo avtorski in svojstven pogled. Kot rečeno, ob razstavi smo uspeli izdati monografijo, zato bi se želela zahvaliti za izjemno sodelovanje vsem že omenjenim sodelavcem, kakor tudi dialogu z našo tiskarno Gorenjski tisk, s katero smo uspeli izdati tudi 2 seriji razglednic, kajti menim, da Damjan Gale zmore naše mesto in pa predvsem Plečnika v Plečnikovem letu predstaviti tudi širše, tudi s tistim, kar lahko zlahka vsakdo, ki obišče Ljubljano, odnese tudi s seboj. Zato vas seveda vabim k ogledu tako kataloga monografije, kot tudi setov razglednic, ki verjamem, da bodo vsem v ponos, če si jih boste umislili. Želela pa bi seveda izraziti zahvalo na koncu še svoji izjemni ekipi, kot rečeno Matevžu, Bojanu, tudi Petri in Juliji, dekletom, ki sta v dokumentacijo, v to, da smo zbrali celotno bibliografijo, celotne sezname razstav, Damjanovih samostojnih in skupinskih razstav, ki jih je zares mnogo, da smo seveda uspeli zadostiti tudi dokumentaciji in tudi pregledu tistemu, kar gre pravzaprav v zgodovino. Zdaj pa dovolite, da k mikrofonu povabim profesorja Janeza Koželja, podžupana mesta Ljubljane in tistega človeka, ki je doslej odprl pravzaprav vsako Damjanovo razstavo. Gospodu Koželju se zahvaljujem tudi za njegovo besedilo, ki ga je zapisal v monografijo, v katalog, in ga prosim, da odpre tudi to razstavo. Spoštovane dame, spoštovani gospodi, ljubitelji arhitekture in fotografije, dobro večer. Arhitekt Damjan Gale je bil fotograf svetlobe. Bil je tudi svetov človek. Pripadal je skupini arhitektov, ki smo se v 80 letih pod vplivom postmoderne arhitekture odločili, da poiščemo novo smer v slovenski arhitekturi, in to se sinteza zgodovinskih izkušenj in lastnih spoznanj. Da bi lahko začrtali novo smer, je bilo potrebno najprej ubesediti nove vrednote in nova načela. Nato jih uprostoriti in na koncu upodobiti. Vloge med nami so bile razdeljene, vendar med seboj tesno prepletene, tudi človeško. Uveljavljanje novih idej se je začelo s prepričevanjem strokovne javnosti, kateri je bilo treba dokazati, kako se teoretske predpostavke uresničujejo v prostoru, kjer se nova arhitektura sooča z laično javnostjo. Novi smeri smo rekli moderna arhitektura v kontekstu. Njen cilj je bil obnoviti govorico prostora in arhitekture, ki ga gradi in oblikuje. S tem namenom smo iskali primere takšne arhitekture v zgodovini in se sklicevali na najbolj prepričljiva dela naših arhitektov. Maxa Fabijana na Krasu, Vladimirja Šubica in Jožeta Plečnika v Ljubljani, Edvarda Ravnikarja v Kranju in na Rabu. V posredovanju in razširjanju vrednot kontekstualne arhitekture je bila Galetova fotografija odločilnega pomena. Z njo je opravljal naloge kronista, aktivista, raziskovalca, dokumentarista in umetnika. V arhitekturi ga ni zanimala podoba, ampak zasnova, celostna vodilna zamisel, ki je skušal slediti in jo prikazati. Na njegovih črno-belih fotografijah se poudarjeno ogleda arhitektura kot umetnost
oblikovanje polnih in votlih prostorskih teles, kakršne zaznavamo v svetlobi. Ta se v celoti razkriva šele v detajlih, v kateri se svetloba ujame v določenem trenutku. Zato mu upravičeno rečemo, da je bil fotograf svetlobe. Njegovo delo v največji meri zaznamujeta dva obširna opusa. Prvi je povezan z delovanjem arhitektov skupine Kras, drugi je povezan z raziskovanjem Plečnikove arhitekture. V arhitekturi skupine Kras je bil v ospredju prostor, celota kraja, ki usmišlja stavbo in njeno govorico. Medtem ko ga je v Plečnikovi arhitekturi bolj zanimal detajl, ki pojasnjuje pripoved celote in njen pomen. Abstraktno in rudimentarno v arhitekturi ga je še posebej pritegovalo, ker je zvedeno na bistveno, na tisto bistveno v prostoru, kar postavlja v ospredje govorico arhitekture. Imel je drugačen pristop do fotografiranja zunanjosti od fotografiranja notranjosti stavbe, tako kot pač arhitekturo doživljamo. Enkrat z razumom, drugič z občutki. Na začetku je bila njegova arhitekturna fotografija bolj analitična, bolj raziskovalna, pozneje je postala bolj razpoloženjska in osebna. Najbolj ga je vznemirjalo prav raziskovalne govorice tistih oblik, s katero lahko podrobnost izbrani detajl v arhitekturi pojasni zamisel v celoti. To znajo doseči le najboljši arhitekti in to skrivnost je odkril in odkrival v Plečnikovih delih. Zato sem povsem prepričan, da je bilo njegovo največje, najbolj doživete in izpovedno najmočnejše delo prav serija fotografij Plečnikovih stebrov, s katero je v svojem času odločilno prispeval k uveljavljanju arhitekturne fotografije kot posebne umetniške zvrsti. Z današnjo otvoritvijo razstave, ki jo spremlja bogat katalog, prava monografija, dobiva javnost pravzaprav prvikrat celovit pogled v Galetovo delo. Pogled, kakršnega nam lahko posredujeno na enem mestu predstavljene fotografije primernega formata in primernega opusa. Tukaj jih lahko polno podoživimo na način, ki ustvarja vtis celote. Tako kot pri filmu skozi čas in scenosled prostorov, kot jih je doživljal Damjan Gale skozi čas. Da je njegovo delo ostalo živo, imate največ zaslug njegove Jana in Zmaga, ki ste uredili in objavili na spletu arhiv njegovih fotografij ter omogočili njihovo uporabo. Druga zahvala gre Mestnemu muzeju in galerijam Ljubljane in zares zavzeti kustosini Mariji Skočir ter njenim sodelavcem, tako za zasnovo in postavitev razstave, ter še posebej za urejanje, oblikovanje in tisk kataloga. Čestitke. Hvala pa tudi vam, dragi kolegi in prijatelji, ki ste prišli občudovati Galetove fotografije in se s tem pokloniti njegovemu spominu. S tem besedam odpiram to razstavo.